Juhej Slovenija, živjo. Čas je, da se spet malo slišimo, a ne? Mogoče je danes priložnost, da malo pogledamo čez planke, da malo pogledamo preko naše državne meje in gremo v kraje, kjer še vedno živijo Slovenci, kjer je slovenska kultura še vedno doma, čeprav ne gre za Republiko Slovenijo, pa se odpravimo vsaj v mislih na avstrijsko Koroško in sicer v Zilsko dolino. Tam seveda je glavni očak in najpomembnejši vrh Dobrač, katerega imamo tako Slovenci kot tudi nemško govoreči Korošci za eno svojo skoraj sveto goro. Dobrač je danes izredno zanimiva turistična točka, ima pa tudi strašno zgodovino, kajti 25. januarja leta 1348 se je v tem delu Evrope zgodil eden najhujših dokumentiranih potresov nasploh v srednji Evropi in takrat se je velik del Dobrača porušil, predvsem ena stena, ki jo danes Nemci kličejo Rote Wand ali pa rdeča stena, še danes govori o tistih časih. Zgodbe pa govorijo o tem, da je takrat ta masiv, ki se je porušil dolino proti Zili, povzročil veliko škode, strahu med ljudmi, skoraj bi lahko rekel apokaliptično stanje. Takrat je zajezil tudi reko Zilo, ki je nekaj časa tekla nazaj in s tem zakisala celotno dolino, tako da ni bila več primerna za živinorejo, za vzrejo krav in drugih živali. So pa na tej kisli zemlji zelo dobro uspevali konji in sicer ena posebna pasma, zilska kobila, je veljala za izredno vzdržljivo, močno in trpežno žival. In takrat so Zilani morali majčkeno zamenjati svoj način življenja, se popolnoma spremeniti in s pomočjo te svoje kobile so postali izredno poznani prevozniki, furmani, ki so prevažali vse sorte stvari od Augsburga pa vse tja do reke in s tem so kar dobro zaslužili in pa tudi preživeli. No in tudi nas čaka nekaj taga, ko bo korona mimo, bodo gotovo razmere za življenje drugačne, morali se bomo prilagoditi in če bomo majčkeno podobni tistim Zilanom, verjamem, da nam bo uspelo. Tako da bodimo kar optimistični. Dokler pa smo še vedno zaprti v karanteni, pa velja enako, kot je veljalo prejšnje dni. Torej, ostani doma in ostani zdrav.